delamo prigrizke za noč čarovnic. Lepo zdrav, me družba in dobrodošli nazaj v novi epizodi Hitro, preprosto, jami. Kakor vidite, danes je vzdušje majčkeno drugačno, tukaj le v tem Bošovem kotičku, ker veliko ljudi vas je vprašali, kje sploh snemate to, a imam jaz doma zdaj novo kuhno, pa tako, ne, nimam nove kuhne. Ta Bošov kotiček se nahaja v Big Bangu, v prvem nadstropju, se pravi, pridete gor v pritlično nadstropje, greste v prvo nadstropje in ga pač ne morete zgrešiti, kot vidite, znak Boš, aparature od Boša, vse povsod, tako da jaz moram reči, da sem zelo navdušen nad vsemi aparati, ki jih lahko uporabljam, tako da se splača probati. In zdaj pa, da gremo kar na recepte, ki jih bomo danes pripravljali. Naredili bomo 5 preprostih receptov in sicer delamo, glede na to, da je takšno vzdušje danes tukaj in glede na to, da se bliža noč čarovnic, delamo prigrizke za noč čarovnic. 5 receptov, kot sem rekel, in začeli bomo z receptom, ki se imenuje brownie z duhci iz bele čokolade. Tako da počakajte, kako jih bomo preštimali, ostali recepti pa še pridejo malo kasneje. Prva stvar, ki bomo naredili, tukaj smo ustvarjali parno kopel. Kako naredimo parno kopel? Čisto preprosto, vodo v večjo posodo, zgoraj položimo manjšo posodo, ki lepo sede noter in se ne dotika vode, in noter bomo dajali stvari, ki jih bomo topili. In jaz tukaj, kakor lahko vidite, imam 200 gramov jedilne čokolade in pa 50 gramov masla. In zdaj to lahko pustimo tukaj primer, da se lepo stopi vse skupaj. Naslednja stvar, naslednji korak, ki ga moramo narediti, je stopiti 150 gramov masla. Zdaj ne preveč temperature nabiti, dajte to, da se segreje lepo temperatura do konca, pa malo znižite, da se vam maslo ne pržge. Pečico pržgemo na 180 stopinj, zdaj pa čakamo, da se nam tele zadeve stopijo. In kar je fajn pri tej parni kopeli je to, da se vam čokolada ne more zažgati. Če bi vi direktno topili čokolado na štedilniku, bi se vam zelo hitro lahko kaj zažgala čokolada. In zdaj ta čas bomo mi preštimali tale pekač oziroma ga pripravili, da bomo lahko dali to maso, ko jo bomo zamešali noter. In zdaj pa en nasvet moje stare mame, kako pa spraviti papir za peko v pekač, ne ga kar direktno riniti noter. In zdaj bo v bistvu šel čisto preprosto noter. In to je to. Čokolada je stopljena, maslo je stopljeno, ugasnemo. In zdaj teh sestavin ne moramo še uporabiti tako v isti minutki, 1-2-3 minute, samo da se malo ohladi temperatura, da ne bojo jajca pa to zakrhnili, ker bomo dali skupaj. To počaka, ta cajt pa spravimo ostale zadeve. Takole, zdaj bomo mogli najprej zmešati skupaj tole stopljeno maslo in pa 120 gramov rjavega sladkorja. Uporabili bomo tole Bošovo aparaturo, ki je tehtnica in pa mešalnik v enem, 120 gramov sladkorja, stopljeno maslo, ga lepo zlijemo zraven. Začnemo lepo na easy najprej, da nam se veš navrže vsega ven. Veš, tiskaj v moko zalaufaš na polno hitrost, pa dobiš v glavo vse. Pa gremo lepo počas. Koliko ima stopa, ne? Hudo. Evo, in damo pol na maksimalno stopno in pustimo, da se to lepo vse skupaj premeša. Tako, to, da se je zmešalo skupaj, lepo ga ugasnemo. Ko ga daš pa na off, gre pa v ono pozicijo, da lahko to normalno odpreš. Vrhunsko. Cool, tole imamo zmešan, zdaj pa temle dodamo noter en vaniljev sladkor. Rabimo 4 jajca in jaz s tem mislim, da lahko naredimo kar takole, da vse naenkrat ubijamo noter. Aha, noter so jajca. Tole imamo, čokolada se je zdaj mehko ohladila, pa jo damo sam lepo noter. Evo, tole celo čokolado smo lepo dali noter, zmešamo skupaj. Takole, ugasnemo, ne preveč premiksati, tukaj je pomemben to, da ne premešamo preveč mase, zato ker morajo ostati majčkeno teh mehurčkov noter zračnih, da ostanemo bolj zračno tesko. In zdaj imamo tukaj samo še 80 gramov klasične bele moke, rahlo premiksamo. Super, evo, takole prije tale masa, uvi-guvi jaz temu pravim, da je tako mehko, sočno. In vse, kar naredimo, je, da to prestavimo noter v tisti pekač, ki smo ga prej preštimali. In to naredimo kako? Takole, evo, pa ga imamo noter. V pekač smo lepo prestavili tole brownie maso. Zdaj pri teh browniejih jaz predlagam, da uporabljate čim bolj temno čokolado. Zato, ker bolj, ko bo temna čokolada, bolj bo rada tak res pristen čokoladen okus. Po želji pa lahko dodate noter kakšne oreščke, kakšne orehi, lešniki, take zadeve. Lahko tudi jaz sem ponavadi jih delal z arašidovim maslom, ampak danes jih bomo naredili majhen drugač. Tako da tole maso imamo, ni treba, da je razporejena po celemu pekaču, ker se itak pol na konc malo breže pa tako. In to damo za približno 20 minut peči v pečico.
Tako, in ta cajt, ki se nam tele brownie tele lepo pečejo, bomo mi prištimali že drugi prigrizek, ki ga lahko uporabljamo za noč čarovnic. Simpel zadeva, 3 sestavine, to je vse, kar boš rabil za ta nov recept, ki ga bomo pripravili, in sicer hrenovke, sir pa listnato testo. Zdaj lahko se spravite sami delati listnato testo, če imate cajt, to pa ne bojo več hitri in preprosti, enostavni prigrizki, ampak bo trajalo majčkeno dlje časa. Tako da ja, mi imamo kar kupljen listnato testo. In zdaj, kaj bomo naredili s tem listnatim testom? Narezali ga bomo na tanke trakce. Jaz bi v bistvu lahko sploh povedal, kaj mi danes delam. Zdaj bomo pripravili hrenovke v testo, ampak ne bojo hrenovke v testo, ampak bojo yummy mumije v testo. In zdaj, ko imamo tale listnato testo tukaj, ga bomo narezali na trakce. Naj bojo trakci debeli nekje recimo za 3/4 prsta. Trakce imamo narezan, če ostane kakšen košček, ni panike, ga date samo lepo na stran. Zdaj pa celotno hrenovk, kar naredimo, jih vzamemo iz ovitka ven. Nekje za pol dolžine hrenovke trakca vzameš, imaš 2 šansi. Lahko delaš s sirom, lahko delaš brez sira. Tukaj si lahko kreativen, lahko daš noter kakšne začimbe, lahko malo s kečapom namažeš, ampak mi bomo danes delali simpel, ker delamo hitre in preproste prigrizke. Vzameš hrenovko, jo položiš lepo na sredino in zdaj samo uvijamo lepo okoli eno, čez drugo. To je ful dobra zadeva, ker lahko delate s svojo družino, s svojimi otroci, ziher bojo ful navdušeni, da bojo lahko tam mali tele mumije ven zvijali. Zdaj lahko jih premažete še malo z jajčkom, malo z maslom, posujete še začimbe gor, lahko date še malo sira, če želite, ampak ponovno izgleda to taka unikatna mumija. Tole je pečeno, pa diši to noro. Zdaj jih majhno pustimo, da se pohladimo. Tele hrenovko smo pripravili, zdaj si pa lahko sami razporedite, ni važno, da so topli brownie, lahko jih ohladite čist do konca, lahko dokončate hrenovke, pa bomo pa naredili še polivko oziroma glazure za duhce na naše brownie. Jaz bom uporabil kar tole, kot vidite, čokolade umazana posoda. Zakaj? Ker bom spet topil čokolado kle noter in glede na to, da smo hitri in preprosti in da rabimo čim manj posode, ker noben ne mara pomivati posode, bomo naredili kar v isti posodi. Naredili bomo 2 glazuri, ena bo temna čokolada glazura, druga glazura bo bela čokolada. Tlele rabimo se pravi 120 gramov temne čokolade, pa 90 ml smetane. Tukaj rabimo 90 gramov bele čokolade, pa 60 ml smetane in smo zmagali. Takole, ko grejamo smetano, lepo malo pomešamo, da se nam ne pržge smetana, pa res samo tako, da smetana rahlo zavre. To je treba. Lahko obe naenkrat mešate, če hočete. Tako. In pa lepo samo stalno skozi malo pomešavamo. Se boste hitro videli, da se začne čokolada lepo topiti. V bistvu sem se zdaj vmes tekom recepta spomnil, da bomo iz belo čokolado risali duhce po brownieh, tako da mora biti majčkeno bolj gosta, tako da ne da 90 gramov bele čokolade, ampak dajte 120 gramov bele čokolade noter. Tale čokoladna glazura je stopljena, zdaj pa lepo samo prelijemo čez brownie. To, če vam malo steče na robovih, zdaj vidite, zakaj pa smo rekli, da pustite kar v pekaču, pa da ne rabite nič v bistvu jih še rezati, pa da ni treba, da je prave oblike, ker ta odvečna čokolada bo stekla stran, vi boste pa itak obrezali samo pač tiste robove stran in bo ostali lepi kvadratki browniev. Bela čokolada bo pa tudi zdaj, a ne? Dejansko lahko se date ful duška klele z okraševanjem, pač lahko okrašujete, delate pajkce, pajkove mreže, lahko delate duhce, karkoli. Jaz sem se odločil, da bom danes za vas pripravil, oziroma probo pripraviti duhce, ker ne lestim najbolj po umetnosti. Bomo videli, kaj nam bo ratalo, ali nam bo ratalo kakšnega duhca narediti, ali pa bomo pol neki special skup. Evo, takole, teli duhci so narejeni, zdaj vidite moje sposobnosti umetnostne, koliko imam feelinga. In zdaj se gre tole samo hladiti, da se ta glazura lepo strdi, pa se pa nareže, pa poje, bomo pol pokazali, kako bo izgledalo. Hrenovke oziroma yummy mumije so narejene, peki papir od tehniki moje stare mame in samo lepo prestavite hrenovke noter na pekač. Pustite recimo nekje pol centimetra razmaka med hrenovkami, naj se ne držijo skupaj, ker bo ta testo majhen narastel. Če imate pa večji pekač, pa lahko razporedite lepo po celemu pekaču. In zdaj tele naše yummy mumije pečemo na 190 stopinj približno nekje 15-16 minut. Evo, naše mumije v testu se pečejo in zdaj ta cajt bomo pa mi naredili pokopališče. Tako jedljivo, jedilno pokopališče in sicer iz salse in pa terih zadev, to pa itak poznate, to so pa tortilje. Prva stvar, kar bomo naredili, je, da bomo iz tortilji naredili duhce in pa grobove. Boste videli, čist simpel stvar. Takeli vzorčki so ratali, oziroma imamo križe,
imamo grobove, v bistvu za 10 minutk, da ste tole peč na približno tam okoli 200 stopinj Celzija, pa imate v bistvu ta sneg preštiman. Tako da najbolj da damo kar peč. Tako in zdaj, ko se nam tortilje pečejo, bomo naredili mi našo salso, se pravi našo bazo pokopališča, če lahko tako rečem. Rabili bomo 2 rdeči čebuli, rabili bomo 1 limeto, rabili bomo recimo nekje 2 stroka česna, malo koriandra, kakšen velik paradižnik ali pa recimo 2 srednje velika paradižnika. Če ste malo bolj za pekoče, lahko vzamete tudi tale jalapeno papriko. Uporabili bomo še tele pelate, zaradi tega, ker sami paradižniki ne dajo take teksture, kakor jo pa v bistvu tele pelati še zraven naredijo. Tako da tole grobo narežemo, kar pomeni na velike konce, takole nekako. Evo, tole pomeni, da na grobo narežemo zelenjavo, se pravi veliki kosi in zdaj to ruknemo noter v blender. Takole. A ja, pa upam, da limete niste tudi narezali, pa jo dali noter spotoma. Limeto pa samo užama, se pravi sok 1 limete, takole užamamo noter. Prvo bomo tole zblendali skupaj brez pelatov, pa dodamo še pelate, pa še 2krat pritisnemo, pa bo. Evo takole, in zdaj dodamo noter pelate in to še ni vse, ker dodamo noter še mečken čilija in pa dodamo še mečken kumine. In to je to, nič več, zaradi tega, da ne bo ratala čista juha, morajo biti še malo koščki noter in prestavimo. Jaz bom dal v takole stekleno posodo. Pa tale koriander lepo nadrobno narežemo in ta koriander lahko po želji, da ste povrh gor, da zgleda kakor, da v bistvu ima vaše pokopališče malo zelenice, da je bolj fancy, lahko ga pa vmešate noter. In zdaj tele naše, se pravi, nagrobnike lepo zložimo gor. Zdaj bomo pa dodali noter še mečken zelenice. Takole, evo, in je naša salsa pokopališče narejena. Evo takole, naše mumije v testu, jamni mumije v testu so pečene. Tako da, zdaj pa za ukrasitev teh mumij lahko uporabite kakšen kečap, lahko uporabite zenf ali pa karkoli tako. Mi imamo pa že take narejene učke, ki jih bomo pol dali lepo gor, pa bojo res gledali take ta prave mumije. Evo takole, četrti recept, ki nas čaka, so pica rokice. Kar moraš narediti, lepo bomo razprli listno testo, potem damo roko gor, izrežemo ven rokico, daš malo kečapa ali pa paradižnikove mezge ali pelato lepo čez, posuješ malo seren, če hočeš malo salame in je to. Za 20 minut, oziroma to, kar ti piše na testo gor, ga daš peč, pa so rokice narejene. Evo, naše rokice so narejene, naše rokice so pa cele, pazite, ko obrezujete, da se ne boste kaj porezali. In zdaj damo to v pečico lepo peč za recimo 15 do 20 minut. Evo, in pred nami je sam še zadnji recept. Delali bomo čokoladne topirčke z arašidovim maslom, simpel zadeva spet. Rabili bomo 200 gramov čokolade, ki jo bomo stopili na štedilniku. Tukaj bomo mogli skozi mešati, zaradi tega, da se nam ne pržge. Pol bomo nafilali tele naše muffin modelčke, nekje recimo do 1/4, pa malo po robovih, in pol jih damo hladiti. Evo takole, in med tem, ko se nam hladijo naše čokoladne topirčke z arašidovim maslom, so naše rokice pečene, pač dejansko res gledajo tako, kar malo kripi, teli prsti so zgleda malo odmrli že, ker so majhen bolj temni, klele malo krvi, kaj je kečapa, tako da ful dobro, otroci bojo zihar uživali. Evo takole, tole je bilo same 5-10 minut v hladilniku, pa se je čokolada že strdila, ker se zelo hitro strdi nazaj. Zdaj pa vsako eno žličko arašidovega masla in s preostalim delom čokolade samo prelijemo vsako kupico posebej, pa damo nazaj hladiti, pa naredimo še ušeska. Evo, zdaj so že čist pri koncu naši netopirčki, da se ohladijo. Tik preden jih damo pa ven iz hladilnika, bomo pa mi oreo piškote narezali, se pravi narežemo ga tako, da ga damo na polovico, pol pa samo naredimo ušeska, enega na drugega, malo čokolade pomažemo, da se prlima gor, pa okrasimo z učkami. In to je to. Ne, jaz sem vas ustrašil. Ne, tole vas je prestrašil, ker imamo klele spredi. Evo, naše strašne, najbolj strašljive, najbolj cute po eni strani prigrizki za noč čarovnic so narejeni. Upam, da vam je bil vsaj eden izmed teh 5, zdaj en vam je zihar mogel biti všeč, ker smo jih pač 5 naredili za vas. Tako da, klele vidite lahko naše netopirčke, pa en smo se odločili, da je hudiček. Tukaj so naše strašne roke, mumi hrenovke, imamo potem tukaj naše pokopališče z zelenico in pa najbolj strašni duhci, če tega spustimo klele. Ta duhec je rekel, da se mene ustrašil, pa je šel dol iz Bravnija. Tako da, najlepša hvala, da ste gledali novo, hitro, preprosto jami epizodo. Sprobajte tele stvari, malo pofotkajte, pošljite, tegajte in vse veste, vse ostale stvari. Zdaj pa uživajte, pa se vidimo. Ajde, čau!